Tukarjev pojav, Candaceine laži, Meganina strahopetnost so pojav, ki ga vsi samo opazujemo in se praskamo po glavi zelo zmedeni zaradi tega. Ampak seveda Ben Shapiro, ki vse to pozna od znotraj, saj je bil velik del gradnje gibanja in ustvarjanja nekaterih od teh osebnosti. Pravkar je izdal eksplozivno epizodo s Patrickom B. Davidom, v kateri razlaga, kaj se dogaja. In odgovorila bo na vsa vaša vprašanja, fantje. Ta je res dobra. Moj prvi pokazatelj resnega političnega nesoglasja s Tuckerjem, ki je bil v moji oddaji morda leta 2018. In on pride v oddajo, njegova knjiga pa je bila... Rekel bi, da je bil zelo negativen do inovacij in kapitalizma nasplošno. Mislim, da je to idejo že izrekel v oddaji, ali pa jo bo kmalu. Je bilo, da je kapitalizem le sistem, ki so ga vzpostavile vladajoče sile. In da mora gospodarstvo delovati za nas, kar je zame levičarski jezik, saj ko razmišljam o tem, kako gospodarstvo deluje, obstajajo osnovne resnice o človeški naravi. Smo pridobitni ljudje, smo ustvarjalni ljudje. Želimo si lastiti premoženje, ki ga ustvarimo. In na podlagi teh temeljnih resnic dobimo lastninske pravice v svobodnem tržnem gospodarstvu. In ko posegate v te temeljne resnice, na koncu dobite neko obliko etatizma. Kakorkoli. Prva stvar, ki jo morate opaziti pri tem, je, da je že leta 2018, kar je skoraj 10 let nazaj, natančneje 8 let nazaj, Tucker Carlson že zagovarjal antiameriške ideje, antikapitalistične ideje. Kaj ne? 2018. Torej, ali se vsi sprašujejo, kako, kje se je to sploh zgodilo? To ni prišlo kar iz nič. Postalo je le tako skrajno, da so morali vsi biti pozorni. Ampak vsak, ki je dejansko poslušal, kaj imajo ti ljudje zapovedati, je že takrat ugotovil, da je vsa ta zgodba o tem, da sem za konzervativne vrednote, sem za gibanje Amerika na prvem mestu. In ko rečem Amerika na prvem mestu, ne mislim te čudne razdelitve v MAGA, mislim le, da dejansko verjamem v ameriške vrednote. Tega vsega v resnici niso predstavljali glasovi, kot je Tucker, že leta 2018. V tistem intervjuju sem vprašal Tuckerja prav zato, ker je o tem pisal v svoji knjigi o samovozečih avtomobilih, se je v bistvu rekel, da je proti samovozečim avtomobilom, ker bi to oduzelo delo tovornjakarjem. In zato sem ga vprašal o tem in rekel: kaj bi ti naredil, veš, ali bi prepovedal samovozeča vozila? In je rekel, da. In bil sem malo presenečen na tem, ker sem seveda mnenja, da so samovozeča vozila ena največjih iznajdb v zadnjih 50 letih. Mislim, neverjetno so. Moj oče ima 70 let. Pred nekaj meseci je imel prometno nesrečo, z njim bo vse v redu. Ko je šel po nov avto, sem mu rekel: star si 70 let, moral bi kupiti Teslo, ker je samovozeča in bo zaznala stvari na cesti, še posebej po noči, ki jih ti ne boš mogel zaznati. Neverjetno je. In zdaj je veliko varnejši. In resnica je, da bi samovozeči avtomobili, če bi jih imeli vsi, drastično zmanjšali število smrtnih žrtev v prometu v Združenih državah. To bi pomenilo na 10.000 manj ljudi, ki umrejo v avtomobilskih nesrečah. No, kakorkoli, to sem rekel Tuckerju in vprašal sem ga, na kakšni podlagi bi prepovedal samovozeče avtomobile. In on je rekel, na podlagi varnosti. In jaz sem rekel: no, Tucker, so varnejši kot človeški vozniki. In on je rekel: vprašal si me, na kakšni podlagi bi jih prepovedal, ne kaj je res. In mislim, da so ljudje iskreno rečeno danes manj pametni v svojem ukvarjanju s politiko, kot so bili, ko sem odraščal. Mislim, to je kar šokanten odgovor. Vprašal si me, na kakšni podlagi bi jih prepovedal. Torej, na kaj bi po mojem mnenju nasedli mediji in ljudje, ne pa na podlagi tega, kar mislim, da je dejansko res. Mislim, to je tipična izjava človeka, ki je naučen razmišljati o tem, kaj občinstvo želi slišati, ne pa človeka z neko moralno jasnostjo. In ne mislim, da so bili posebej pametni, ko sem odraščal. Tako da mislim, da je zdaj res postalo slabo. Vidim, meni je debata všeč, rad vidim pogovor, ker mislim, da je to dobra stvar. Veš, ena stvar, ki je zaznamovala Charlija, in bil sem nekajkrat na M-festu in tudi sam sem tam nekajkrat govoril in videl sem, da je znal pripeljati ljudi in jih pripraviti do pogovora. Enkrat je Dave Smith debatiral proti, kako mu je že ime, neki Josh Hammer. Jack, ne moreš zamenjati. Veš kaj, meni se je zdel super, res, zdel se mi je odlično, da je imel pogum pripeljati fante, da to naredijo. In vem, da si enkrat šel gor, to je bilo pred približno letom dni, morda decembra, kjer si izzval Megyn Kelly. In takrat se je vse začelo, potem ko si izzval Megyn Kelly in to je odprlo vrata. In to je bilo glede napadov Candace Owens na Eriko in vse to. Ja. Prav, to je bilo to, spomnim se tega. Torej, glede vrnitve k junaku in zlikovcu, in rad bi prešel na naslednjo temo. Kdo bi rekel, da je imel največji vpliv na to, da te je nekdo začel gledati kot zlikovca? Naj najprej povem imena, potem pa mi ti povej. Seveda. Je to od Hot Candice, način, kako se je zgodil? Je to 7. oktober? Izrael, ti, ki braniš Izrael, si to ti, je to Tucker, je bolj dejstvo, da danes na desnici ni pravega sovražnika, ker je Trump zmagal. Kdo misliš, da je imel največji vpliv na to, da si postal zlikovec? Mislim, to je res zelo zanimivo vprašanje, ker kot vsi vemo, Tucker, Megan, Candace in ostali so naredili Bena Shapira za osrednjo točko, kot da je on utelešenje vsega, kar je narobe z desničarskim gibanjem, čeprav Ben v resnici ni. In večina ljudi, ki cenijo logično razmišljanje, to vidi. Zato je zanimivo, da prav na to opozarjajo tukaj.
Spet bom to pripisal velikanskim razpokam, ki so nastale znotraj konzervativnega gibanja. Dodajmo tja tudi Fonteza, dal bi tja tudi Mislim, Nika. poslušaj, ti ljudje so moji nasprotniki. Nekateri me osebno sovražijo, predvidevam, ali pa so govorili o tem, da me osebno sovražijo. Prepričan sem, da je to imelo vpliv. Prepričan sem, da sem tudi sam rekel stvari, ki bi jih lahko povedal bolje, ker to velja za vsakogar. Kar se tiče Izraela, pa mislim, da je bilo na to temo nesorazmerno veliko pozornosti, kar ni v skladu s tem, kar... Iskreno povedano, o tem sploh ne govorim veliko v oddaji. Ena izmed velikih laži o moji oddaji, in tukaj mislim, da so družbena omrežja ljudi naredila bolj neumne, je ta, da ljudje, ki me ne marajo, izrežejo delčke iz moje oddaje, kot da govorim samo o Izraelu. Pravzaprav smo šli nazaj in izmerili, koliko dejansko govorimo o Izraelu, in odgovor je zelo, zelo, zelo malo. Zelo malo. O Izraelu sem veliko govoril takoj po 7. oktobru. In potem, veste, ko smo prišli, rekel bi, do sredine leta 2024, ko je vojna že nekaj časa trajala, smo se vrnili k temu, da nismo govorili o Izraelu. In celo, veste, v moji današnji oddaji, količina časa, ki ga bom namenil Iranu, o katerem se trenutno veliko poroča, bo morda 3 ali 4 minute, kaj ne? Od 35 minut ali 1 ure oddaje. So oddaje. ljudje tega strateškega vidika naveličani ali si ti izčrpan? Mislim, da je nekaj obojega, ampak mislim tudi, da tam ni bilo veliko premikov. Poskušam pokrivati novice. In tako, ta nekakšna. V katerem smo trenutno glede Irana? Nič se ne dogaja. Ja. Če bo prišla novica o MOU, bomo začeli s tem, prav? Ampak če to ni vroča novica, potem pač ni. Ampak na spletu je vtis, da govorim samo o Izraelu, kar pa dejansko ni res. Kar poskušam ugotoviti je, ker Rad bi slišal tvoje teorije, ker iskreno, veš, odkar to govorim je, do neke mere mi je bilo to skrivnost. Ker če 25 let govoriš isto stvar, potem pa se zaznava v tebi spremeni, potem oklevam reči, da je to zato, ker sem rekel kaj druga, ker v resnici nisem. Torej se potem postavi vprašanje, kaj se je spremenilo. In mislim, mimogrede, mislim, da je odgovor vse našteto, očitno. Mislim, Da sem mislil, da bi morala, ko sta Jeremy in Caleb, ki sta bila odločevalca, odpustila Candace, javno pojasniti, zakaj sta odpustila Candace. Mislim, da je bilo to in sem se za to tudi zavzemal takrat. Mislim, da je bila v retrospektivi velika napaka, da niso javnosti pojasnili, zakaj so se odločili odpustiti Candace. Mislim, da so mislili, da je to samo po sebi razumljivo, a izkazalo se je, da nič ni samo po sebi razumljivo. Tako je bila to skrivnost za veliko ljudi. Niso vedeli. Morda niso gledali njene oddaje. Ena od stvari, ki sem se jih naučil v politiki je, da ker sem tako zelo v tem, ker sem vsak dan v tem, z vsemi podrobnostmi, predvidevam določeno raven znanja pri občinstvu, ki je ne bi smel predvidevati. In predvidevam, da ljudje vedo, da je Tucker Carlson kot video spremenil veliko stvari in vrste stvari, ki jih govori od leta 20 naprej. Kaj ne? In ljudje tega ne vejo, ker niso tako vpeti v politiko. Večina ljudi, ki spremlja politiko, ne gleda vsake epizode tvoje ali moje oddaje, kaj ne? Morda si ogledajo eno epizodo na 3, 4. epizode. Se vključijo za 10 minut v epizodo, imaš jedro ljudi, ki so zelo zvesti, ampak to je precej majhno jedro. Ja, obstajajo tipi, ki gledajo kratke posnetke in je manjši odstotek tistih, ki vsak dan gledajo celotno oddajo. To sta dve različni publiki. Točno tako. In želim si, da bi obstajal način, kako natančno vedeti, kdo so ti ljudje in narediti fokusno skupino s tvojimi najbolj zvestimi gledalci. To je bi bilo popolnoma zelo pravilno. dragoceno. veš kaj je tako zanimivo pri tem, kar Ben tukaj govori? Je to, da pravilno. Večina ljudi nima vsega konteksta, vseh informacij. Ampak če pogledaš ljudi, ki so se dosledno pojavljali in pogledaš dejstva in informacije, ter pogledaš ljudi, ki poskušajo manipulirati z dejstvi in informacijami. Prav? Torej je Ben govoril o Izraelu določeno številokrat in to je tudi napovedal. To so naredili, to so javno objavili. Javnosti so povedali, kolikokrat je o tem govoril in to so primerjali s tem, kolikokrat o tem govorita recimo Tucker ali Candace. In številke so tako zelo neskladne. In vendar je to še vedno tako priročen argument za Tuckerja in Candace, da jo lahko preprosto vržeta ven, ker vesta, da ljudje dejansko ne bodo raziskovali in preverjali. In zato preprosto vržeta te argumente, ki so preprosto laži in so namenjeni le temu, da bi mediji in ljudje postali zainteresirani in radovedni glede tega. In je tako zelo nepošteno v načinu, kako se predstavlja. In to je nekaj, kar me res preseneča, da ljudje ne opazijo svoje obsedenosti in osredotočenosti na določene teme, v resnici nimajo nobene zveze z resnico. In dejstvo, da ljudje še vedno verjamejo, da je to res, je tako nenavadno. In spet, to je ena izmed stvari, za katero mislim, da je res negativna glede smeri družbenih omrežij. Saj je prišlo, in to lahko vidite pri številkah vseh, do premika od dolgih formatov k kratkim. Prav, selitev pozornosti z 2-urne oddaje ali 3-urne oddaje ali 1-urne oddaje na 30-sekundni posnetek je zelo očitna. Prav, nekakšna tiktokifikacija. In politiko je zelo težko predstaviti v nekakšnem 30-sekundni izjavi. Mislim, določene teme lahko, kaj ne? Tiste, ki so najbolj priljubljene na desnici, so ravno tiste, ki jih lahko predstaviš v 30 sekundah, kaj ne? Moški je moški, ženska je ženska, kaj ne? To je nekaj, kar združuje desnico, ker lahko to razložiš v eni preprosti povedi, kaj ne? Ampak kako razložiš laissez-faire ekonomijo v primerjavi z tako imenovanim konzervativizmom skupnega dobrega? Zato boš potreboval dizertacijo, kaj ne? In tega ne moreš narediti v 30 sekundah.
Tako se potem vse skupaj spremeni v kup sloganov na obeh straneh, kaj ne? Imaš tako imenovane konservativce skupnega dobrega, ki laissez-faire ljudi imenujejo brezsrčni libertarci, ki ti želijo ukrasti dušo. In potem imaš brezsrčne libertarce, ki o konservativcih skupnega dobrega pravijo, da so v resnici, veš, frankistični fašisti in so sodelavci. Ko ugotoviš, da so argumenti z nizkimi Q najlažji za hitro uporabo in da je večina informacij, ki jih ljudje sprejemajo, v kratki obliki, ugotoviš, zakaj. Tok teh glasov zagovarja neumnosti. Glasovi, ki se jim poskušajo upreti, pa ne morejo premagati enostavnega, neumnega označevanja. S kompleksno resnico in niansami, ker resnica včasih zahteva kompleksnost in določeno mero nelagodja, ter sposobnost, da ideje razčleniš na jasen način. Ampak, če imaš 30 sekund, je veliko lažje pokazati neumne izseke in si izmisliti stvari, na katere bodo ljudje nasedli. Ljudem je res težko privoščiti hrano. Ja, poglejte ga konzervativca, kako napada, namesto da bi rekli, ja, ampak to je veliko lažje kot zgodovina, bla, 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 in kot da bi razlagali ekonomijo. Ko ugotoviš, da gre za vojno clickbaita, da to v resnici nima nobene zveze z intelektualno identiteto. In odgovor na vse, kar se dogaja s Tuckerjem in Candace, leži čisto na začetku, v odgovoru, ki ga je Tucker dal Benu Shapiru, ki je: vprašal si me, kaj bi jaz rekel, ne kaj je resnica. Kaj ljudje želijo slišati, kaj je mogoče hitro prodati in hitro prepričati. Vedno pravimo tole: levičarske ideje je zelo lahko prodati. Vsi bi morali biti enaki, vsi bi morali imeti denar. Morala bi biti svoboda. Vsak bi moral ljubiti, kogar ljubi. In potem razčleniš, kako to v resnici izgleda. In potrebuješ kompleksnost in nianso, da se s tem spopadeš. Zato pa potrebuješ razmislek in čas. In ljudi to ne zanima. Torej, si presenečena, ko to slišiš. V vojni clickbaita, neumnem, hitrem, senzacionalistične ideje tega novega desničarskega gibanja delujejo. Bolje kot intelektualna integriteta in premišljenost, ki se od tebe zahtevata, če želiš biti politična komentatorka. Ne, nisi. In ljudje, ki so pripravljeni prodati svojo dušo za te oglede in da bi pridobili veliko pozornosti ter hrupa na spletu, so tisti, ki so pripravljeni hitro prodajati slabe ideje in reči: to so Judje, to je ono. Samo da tako hitro krivijo, ne da bi si vzeli čas in resnično premislili stvari. To je tisto, kar je vojna. To je vojna na družbenih omrežjih. Vojna, ki je ustvarila in nagradila to poumno razmišljanje ter nezmožnost dejanskega razčlenjevanja zapletenih idej. In ljudje, ki se proti temu borijo, so tisti, ki znajo razmišljati svojo glavo. In ko to vidiš na ta način, postane vse tako zelo jasno, enostavno in preprosto za razumeti. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost pri tem, Panta.